Fantasy. Radio Fantasy. A veš, ko pravijo take-datovci back for good. Tek sem si jaz tudi danes spet poklicala družbo v naš studio Radia Fantasy in z mano je ponovno Mitja Terče iz Erasola. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj vidim, da si se kar že v laufu, a veš, zdaj si že drug teden zapored tukaj, tako da kam mogoče iščeš novo službo. Ne, hvala, ampak je lepo zjutraj se zbuditi za Radio Fantasy. No, me veseli, ker namreč Mitja Miloca že prejšnji teden povedala kar precej o vzdrževanju sončnih celic in elektrarn na splošno. In danes sem rekla, da te pa vseeno pokličem še enkrat, ker jaz bi pa danes mogoče rekla kako več o čiščenju. Sej veš, ker ženske smo ponovadi zadolžene za čiščenje, ne? Ampak pri sončnih celicah pa je to malo drugače. Že zadnjič mi je povedal, da glih sama ne morem skočiti glih na streho pa s teleksom malo pobrisati, ne? Tako je, večinoma raje to zaupajte. Strokovnjakov je kar nekaj napak pri domačem čiščenju. Naprimer, nekdo se loti z tlačnim čistilcem, ki lahko poškoduje tesnila na robu, steklo, celice. Potem napačen šampon lahko na dolgi rok pusti več umazanije, kot jo od začetka očisti. Lahko potem še uporaba mehke vode, se pravi, potrebno je mehko vodo uporabljati, ker ta iz pipe je trda in pusti potem za sabo pikice, pnenca. Po drugi strani je pa to tudi, kot smo govorili, nevaren šport. Večina se ne upa na streho, nima ustrezne opreme, se lahko seveda mokra streha, kar se čisti in potem hitro pride do nesreče. Zato vsekakor bolje, da se to zaupa strokovnjakom oziroma nam in mi uredimo to. No in kako pa to vi čistite? Mi smo strokovno izobražena ekipa, se pravi, smo šli v Nemčijo na izobraževanje, imamo nemške OQS standarde, po katerih delamo. To pa pomeni, da najprej pogledamo, kako umazana je cela zadeva, potem z ustrezno strojem, ki je specializiran za čiščenje sončnih elektrarn, ki mehča vodo na eni strani, imamo ustrezen šampon, ki ga tudi ustrezno glede na umazanijo doziramo, se pravi za sončne panele, potem pa rotacijska krtača, ki se vrti in čisti umazanijo na panelih in potem nekako glede na umazanost je potem ta ustrezen postopek, se pravi tudi varnost pri delu in vse, in potem naredimo tudi eno poročilo z fotografijami o stanju pred, potem umazanosti, potrebah po nadaljnjem oziroma kako pogosto je potrebno očistiti, kar je pa tudi ena dobra stvar, če pridejo profesionalci na streho, da daj še kaj druga opazimo, kar je dobro ali pa tudi slabo narejeno in kdaj seveda tam, kjer imamo tudi pregled konstrukcije, odpravimo, uredimo, vedno pa povemo strankam, lejte, tole bi bilo potrebno še urediti, opažamo res marsikaj, večinoma je v redu, ampak tu pa tam je pa poleg čiščenja še to en tak hitri pregled, kaj se na strehi dogaja. Ja, odlično. Zdaj, a lahko samo eno vprašanje še preverva, ker namreč kar precej informacij kroži po spletu. A so res sončne celice omejene glede na proizvodnjo in da ne dajo vseh 100% od sebe? Tehnično so, bom rekel, maksimalno, kar lahko dajo. Se pravi, niso nekako računalniško omejene, da bi nekdo to rekel. Celica ima to nazivno moč, recimo 440 vatov, trenutno najmočnejše celice, plus minus 3% in tu se gibajo. Panel je sestavljen iz preko 100 celic, ki so različne kvalitete mičkano in zdaj odvisno, kako sreča jih skupaj sestavi. Lahko so same najboljše, pa je plus 3%, lahko so pa same najslabše, pa je minus 3% in tu je neka ta toleranca, ki jo daje proizvajalec v okviru svojih teh specifikacij. No, pa če se vrneva recimo k čiščenju, ne? Kako pogosto je treba čistiti panele? Glede na to, da recimo, če pogledamo okne, ko posije sonce, je katastrofa, nam pade mrak na oči, ne? Kaj pa celice? Celice recimo pač ne vidimo vsak dan, ne? Ja, so paneli na strehi malce dlje od nas, včasih se vidi, če se vidi že, da je zelo hudo, potem je že ponavadi prepozno.
Zdaj večinoma svetujemo nekje na 1 do 2 leti, da mogoče malo bolj razložim, zakaj. Bolj so strehe ravne oziroma paneli bolj so vodoravno položeni, hitreje se na robovih nabira umazanija in te panele, kot so nekje 10 stopinj, se pravi govorimo o ravnih strehah, kjer so pod minimalnim dodatnim naklonom paneli, ali pa nekih nadstreških, ali pa podjetij, ki imajo velike neke poslovne hale, kjer so strehe ponavadi pod minimalnim naklonom. Tam bi bilo skoraj treba zaradi naklona vsako leto, kjer so pa strehe tako normalne, recimo hiša 30, 35, 45 stopinj, tam pa odteče voda dokaj hitro dol, tudi vsa umazanija s tem, to je pa nekje na 2 leti čisto dovolj. Naslednji faktor je pa umazanija, ki pride na strehe. Zdaj, če ste v neki glavni upadnici, ob avtocesti, so paneli hitreje umazani. Če je to neka kmetija, ki povzroča nek prah ali pa je kakšna goveja farma in podobno, spet je potrebno prej čistiti. Če je nek industrijski kompleks ali pa v bližini industrija, je ponovno potrebno, ki povzroča prah. Saj, če vse to zaprto, pa ne vem, neke robote ali pa IT delajo, ni to problema. Potem recimo tudi kaj manj bolj naravnega, recimo če so čebele, čebelnjaki v bližini, potem te čebeli kakci so zelo se zažerejo noter v panele. Čebele kakajo, danes sem spet zvedela nekaj novega. Taki ermeni črveki ali pa pikice, leto 2 po tistem se to čudovito očisti, po dlje časa pa se zažere. Recimo ptičji kakeci, naprimer, to ti je znano, te se dokaj enostavno očistijo, ampak s časom zaradi kemikalij, ki so v njem, lahko zažerejo steklo, lahko pustijo madež na steklo in problem, če ne čistiš pravočasno, se ta umazanija lahko zažere v panele, kar trajno poškoduje in zmanjšuje proizvodnjo. Hkrati pa tudi, ko bo nekdo želel garancijo uveljavljati na tak panel, kjer bo umazanija zažrtev njega, ga gotovo je ne bo mogel uveljaviti. Tu si me zdaj dobil. Zdaj pa jaz mislim, da je čas za eno kratko pauzico, ker jaz imam še ful enih vprašanj za tebe, pa da se mi ne strošiš prehiter. Dajva zdajle en komad, poveva še vreme vmes, potem pa nadaljujeva s čiščenjem solarnih celic. In spet sem z vami Šuši na Radio Fantasy, z mano pa je tudi Mitja Terčej iz Erasola. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Mitja, zdaj si se že v laufu, zadnji sva predelala samo čiščenje sončnih celic, oziroma vzdrževanje. Danes sva na čiščenju in danes si me presenetil s podatkom, da so ne ptiči, ampak čebelji kakci težava na sončnih celicah pri čiščenju. Daj mi prosim še enkrat to razloži, kakšna je razlika? Se pravi, predvsem spomladi, ko čebele prvič pridejo v spanja, pa ne da bom zdaj čebelarstvo razlagal, jaz bi vas mogel ali pa tebe bi mogel presenetiti, da je nujno potrebno čistiti. Mislim, ne, čebele, ampak pridejo v spanja, potem tak mali iztrebek, bom rekel, do 1 centimeter veliko črtica se naredi, potem, ko ga recimo odvrže na panel in to se po 2 letih res tako zapeče, da zelo težko dobimo dol, medtem ko recimo ptičje bistveno lažje očistimo, so pa recimo kemično bolj nevarni. Kaj recimo lahko povzroči ne samo ptičji kakec, čebelji kakec, ampak mogoče tudi nepravilno čiščenje sončnih panelov, če se seveda lotimo tega sami? Če še enkrat malo poveva, ker rekel si, da določene stvari se lahko zapečejo od vodnega kamna in tak naprej in potem garancije ni. Zakaj torej poklicati strokovnjake, ker vi naredite boljše kot mi sami? Se pravi, ključno je, da se redno čisti, tako pri vseh stvarih ali pa tako, kot smo debato začela pri steklu ali pa avtomobilu. Če ga redno čistiš, gre umazanija enostavno dol in potem je avto lepo ali pa steklo lepo in uporabno. Tako je tudi pri panelih. Se pravi, če redno čistimo, potem bo šla umazanija enostavno dol, paneli bojo kot novi, proizvajali bodo več, imeli bojo garancijo in ne bo nekih trajnih poškodb, ki bi trajno zmanjševale proizvodnjo. Se pravi, tisto, kar si me vprašala, ko se nabere določena umazanija, jo zelo težko tudi mi s krtačo in vsem spravimo dol. Nekaj potem na roke,
tudi še dodatno z posebnimi čistili, nekatere stvari pa ne moremo. Zdaj, kakšno manjšo elektrarno še gre na roke, zdaj si pa lahko predstavljate neko večjo na eni veliki firmi, pa nas bo 10 na kolenih pa skrtač. Z neko magično krpico pa čistilom šlo po najbolj trdovratnih madežih, mislim, da bo že tudi stroškovno neučinkovito zadeva. Tako da sploh pri ravnih strehah se na robovih nabere toliko praha in cvetnega praha in vseh raznih umazanij, da je treba res vsako leto očistiti. Po 2 letih smo že videli elektrarne na nadstreških ali pa bolj kot neravnih strehah, kjer so bile stvari tako zapečene v steklo, da nismo preprosto mogli več dobiti ven. Ok, se pravi, rekla sva nekje na 2 leti je potrebno čiščenje sončnih panelov. Tako je. Fajn je, da pridejo to strokovnjaki, ne? Da pride to erasol.si do vas, mislim, do strank. A imate kakšne pakete tudi pripravljene, recimo za samo vzdrževanje, čiščenje? Vsekakor imamo pakete predvsem za vzdrževanje, se pravi, ki vključuje tudi čiščenje, preglede, konstrukcije, meritve, inštalacije, preglede omarce, preglede inštalacije. Se pravi, tu je najbolj ugodna varianta. Imamo pa seveda lahko stranke na naši spletni strani www.aerosol.si si pogledajo tako storitve, ki jih upravljamo, preberejo več o teh, po drugi strani pa tudi naročijo stvari, ceniki so tudi na spletni strani, tako da se da vse Mitja, lepo prebrati. Ustavi se. Jaz sem našla kalkulator na vaši spletni strani in sicer, kaj mi ta kalkulator pove? Poskušamo biti čim bolj prijazni uporabnikom, se pravi, imamo tudi kalkulator za izračun izgub pri umazanosti panelov. Se pravi, stranka lahko pride na našo spletno stran aerosol.si, zavihek čiščenje in pogleda, imam 15 kW elektrarno, cena je že določena, energija lahko je spremeni in oceni, na kakšnem položaju je elektrarna, lahko tudi spremeni onesnaženost in ugotovi, koliko izgubi na leto oziroma koliko je izgubila od zadnjega čiščenja in vidi, ali se je čiščenje že splača ali še ne. In tako kot smo prej govorili, eno je finančni učinek, se pravi, če dokaj redno čistite, ste finančno tu mogoče se ravno kalkulator ne bo pokazal tiste 2 do 5%, se pravi tisti, ki redno čisti nekje, ugotovijo 2 do 5% na normalni strehi povečanje proizvodne. To je po čiščenju ta učinek. In to je nekje, da se po 2 letih splača čiščenje. Tako da s kalkulatorjem je možno si izračunati, ugotoviti, ampak kot sem rekel, prihranek ni vse, je tudi to, kar smo prej govorili, da bodo paneli dolgoročno dobro... Da bodo držali. Ja, in da ne bo trajnih umazanij, ki jih ne bomo več dobili ven. Se pravi, najbolj pogosto pa je, da se sčistijo robovi, ker tam se največ umazanije v bistvu zadržuje. Tako je, če ne govorimo o tem tvojem presenečenju čebeljih kakcev, je največ umazanije ravno na spodnjem robu panela, ker tam voda zaradi roba panela ne vteče v celoti in tam se začne umazanija nabirati in raste proti prvi, drugi in še višji celici in potem cela linija celic ne deluje optimalno, se pravi, deluje linija celic tako kot najslabša celica, se pravi, če spodaj umazanija, smo celo linijo pokvarili, zato je to nek indikator in tu je treba res temeljito očistiti ta spodnji rob. Ok, Mitja, za konec mi še lepo prosim povej, v kolikem času, če jaz tebe danes pokličem, oziroma seveda grem na vašo spletno stran aerosol.si in naročim vzdrževanje, čiščenje, karkoli, v kolikem času vas lahko pričakujem na svoji strehi? Se pravi, ali pokličeš, ali izpolniš obrazec na naši spletni strani aerosol.si, ponavadi teden do 2, odvisno od vremena, ker tako kot si prej napovedala, danes dežuje in danes nas ne bo na nobeni... Ne bi v palerincah pršlo sen. Se pravi, je prenevarno, strehe so strme, drsi in to je nekako, imamo sebe radi in spoštujemo varstvo pri delu. Po drugi strani je, zato pravim, malo od vremena, naj bi bil cel teden bolj kot ne slabo vreme. Ne, jutri ti že zdaj povem, da jutri bo super vreme, oblačno, malo sončnih žarkov, ampak suho. Tako da jutri nimaš izgovor. Jutri nas že vidijo na strehah, zato pravim, da je malce tudi od vremena vsega, ampak teden do 2 nekje ponavadi pridemo k strankam. Ja, v redu. Torej, vsi tisti, ki imate sončne celice na vaših strehah, priporočam, da greste najprej na spletno stran aerosol.si. Tam pogledate vse, kakšne pakete vzdrževanja imajo, kako je treba seveda redno čistiti. In če še niste očistili svoje sončne elektrarne,
Ja, čez 2 tedna so lahko že pri vas. Mitja, hvala, ker si se oglasil. Zdaj pa bova midva šla na eno kavo, da prebijeva tole jutranjo tremo. Hvala za vabilo. Se vidimo. Vam pa seveda sporočam, da z samimi dobrimi vibracijami gremo naprej, z vami pa sem še vedno Šuši na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Radio Fantasy.